Naše babice kako su kuhali, tako mi tudi kuhamo. Roma, Roma. Leta 2014 smo se prijavili projekt evropski za gostilno. Je bilo ogromno to še druge države. Tam smo kuhali za evropske poslance, pa so videli, da je naša hrana najboljša. S tem namenom smo išli, da bi ranljive osebe zaposlili, Rome, ne, ker drugod bolj težko dobijo službo. Še posebej pa velika brezposelnost, kriza prizadene tiste najranljivejše, to so bili Romi, med njimi je bilo več kot 97% brezposelnosti. Smo hteli narediti neke vrste kulturno prireditveno kulinarični center tukaj v drugem največjem slovenskem mestu, ki se nam je zdelo tudi, da bi bila neka dodana vrednost tudi na turističnem področju, ne? Ker romska kultura je absolutno turistični biser. Ogromno pomeni, tako da smo se trudili, da bi čim več usposobili naš kader Rome, da bi lahko na drugo mesto se zaposlili. Še vedno ustrajamo in se trudimo, da ne bojo mislili, da Romi samo na socialno čakajo, Romi bi se radi zaposlili. Ogromno naši otroke so končali šolo in grejo naprej za visoko šolo. Na začetku je bilo malo probleme. So mislili tu, ko smo mi lokal dobili iz strani občine, da bi drugi dobili to in na koncu, ko smo odprli, vsi toti, kaj so štrajkali, vsaki dan so bili to na kosilo pa na večerjo. To je rezervacija, ljudi bolj prihajajo sem z družinami, ne vem kako da rečem, da je bolj umirjeno gostilna je. Trudimo se pravim, to je prva romska rezervacija. Kuhamo romsko hrano, mislim se sliši pač mogoče isto ime, ne? Ampak je drugačne začimbe, drugačno kuhanje, vse ker pač to naše babice kako so kuhali, tako mi tudi kuhamo. Največja specialiteta imamo našo teletino iz podpeke, pa jagnetino pečemo tudi. Včasih imamo tu kako živo glasbo, pridejo, naredimo koncerte, tako da ogromno ljudi dobimo tudi iz tujine, recimo Avstrijci pridejo ogromno. Ena taka restauracija je absolutno razbila stereotipe, predsodke o tem, da Romi niso bili pripravljeni delati. Socialno podjetništvo je en takšen način podjetništva, ki spodbuja ravno te, bom rekel, drinjene skupine ljudi, da se zaposlijo in da dobijo priložnost. Gostilna še vedno obratuje. Bil je pilotski projekt, ampak ima še veliko potenciala. Romi so v Mariboru, kako smo popisali, med 3200-3300 Romov živi v Mariboru, največji v celi Sloveniji. Nikoli niso imeli tu problema, ker smo se vklapljali tu v slovensko družbo in normalno naši otroci hodijo v šolo, pa nikoli ni bilo problema. Tako da smo se vklopili v družbo že zdavnaj. Naši otroci se že poročijo z Slovenkami, pa imajo že otroke, vnuke, ne.